Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne bistriške televizije v dneh, ko je tudi uradno nastopilo poletje. Z njim pa številne prireditve, med katerimi je zagotovo najpomembnejša 25-letnica obeležitve neodvisnosti Slovenije. Učilne zidane zapirajo svoja vrata. Nekateri učenci in dijaki pa se lahko pohvalijo z bogato bero znanja, za kar so bili nagrajeni tudi z županovo petico. Ponekod po Sloveniji s prižiganjem krasov na kresno noč, ki je 24. junija, še vedno obujajo stare običaje v spomin na staroslovansko pogansko božanstvo Keresnika. Znan pa je tudi pregovor, da se okresi, dan obesi. Če je v prvem poletnem dnevu sonce najvišje na nebu in je dan najdaljši, se ta s kresom že začenja krajšati. V Zatonu pa zagotovo niso prireditve in dogodki, ki jih na Bistriškem v prihodnjih dneh in tednih ne bo manjkalo. Nekaj smo jih strnili v današnjo informativno oddajo, zato ste prijazno vabljeni k ogledu. Slovenije Bistriško čebelarsko društvo obiskovalce popeljalo v skrivnostni svet čebel. Prebivalci krajevne skupnosti Laporje številnimi prireditvami obeležili svoj praznik. Lovska družina Slovenska Bistrica praznovala 70 letij delovanja. Poletna muzejska noč, ki so jo pretekli konec tedna izvedli v več kot 50 mestih po Sloveniji, potekala tudi v Slovenjebistriškem zavodu za kulturo. V Slovenski Bistrici že 26 let podeljujemo županove petice. Ta teden je zasedal Slovenjebistriški občinski svet. Na obsežnem dnevnem redu tudi poročilo o delu Zavoda za KTV in informiranje ter širitev industrijske cone Impol. Policisti beležijo tudi na Bistriškem vse več kraj v trgovskih lokalih. V športu pa o mednarodnem nogometnem turnirju za mlajše selekcije ter o državnem prvenstvu v atletiki, kjer so atletinje in atleti iz Slovenske Bistrice osvojili 5 medalj. V rubriki Lokalne novice nekaj dogodkov, ki smo jih zabeležili pretekli in ta teden na Bistriškem. Več kot 150 čebelarskih društev je v petek 17. junija odprlo svoje vrata. Množično predstavitev je organizirala Čebelarska zveza Slovenije. Živahno je bilo tudi v Čebelarskem centru na Zgornji Bistrici, kjer je Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica predstavilo čebeljo družino, njeno bivališče, člane čebelje družine, satje, cvetni prah, propolis, čebelarske pripomočke in opravila. Predstavili so tudi pomen sajenja medovitih rastlin in dejavnosti, s katerimi lahko vsak posameznik pripomore k ohranitvi čebel. Poudarek je bil tudi na ohranjanju avtohtone vrste kranjske čebele, ki ima odločilno vlogo pri opraševanju rastlin, pomembni za kmetijstvo, s tem pa tudi posledično za obstoj človeka. Vse premalo pa je še ozaveščanje o tem, da človek z onesnaževanjem narave uničuje tudi čebele. Ob krajevnem prazniku krajevne skupnosti Laporje so v petek 17. junija pripravili tudi prireditev Vasi se predstavijo. 9 vaških odborov se je pomerilo v kuhanju bograča, zmagal je Dolgi vrh pred Vrholami in Razgorjem. Obiskovalci so lahko testno preizkusili tudi električna vozila. Sicer pa so v krajevni skupnosti Laporje na številnih prireditvah, ki so potekale od 11. do 19. junija, obeležili 70 let lovske družine in gasilskega društva, krajani so se pomerili v malem nogometu in šahu, kurili kres, odprli numizmatično filatelistično razstavo, sledilo pa je še več drugih dogodkov. Lovska družina Slovenska Bistrica letos praznuje 70. obletnico obstoja. Jubilej so obeležili z osrednjo slovesnostjo v soboto 18. junija v Lovskem domu na Zgornji Bistrici. Zbrane sta nagovorila predsednik Lovskega društva Slovenska Bistrica Alojz Gostenčnik in Stanislav Mlakar, podžupan občine Slovenska Bistrica. Zaslužnim članom društva so podelili priznanja, v kulturnem programu pa so nastopili dramska skupina in moški pevski zbor Kud Alojza Avžnerja Zgornja Ložnica ter rogisti.
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica se je tudi letos pridružil poletni muzejski noči. V soboto, 18. junija, je izvedel brezplačna vodenja po Bistriškem gradu in zbirki starodobnikov ter po razstavi o fotografski družini Čerič v galeriji Grad. Obiskovalci so prisluhnili še koncertu učencev šole petja Orfeus. Dober odziv je doživel tudi program Noč v gradu. V Bistriškem gradu je namreč prespalo okoli 60 ljudi. Udeleženci poletne muzejske noči so se pomerili tudi v raznih igrah, odkrivali grajske skrivnosti, gostitelj Zavod za kulturo pa je poskrbel tudi za lačna usta. Sicer pa je poletna muzejska noč, ki je potekala letos že 14. po vsej Sloveniji, dobra promocija za ustanove in zavode, ki ohranjajo kulturno dediščino in s tem pritegnejo k ogledu vsebin tudi tiste, ki morda bolj poredko zaidejo v katerega od kulturnih hramov. Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je v ponedeljek 20. junija v Viteški dvorani Bistriškega gradu učencem osnovnih šol v občini, Srednje šole Slovenska Bistrica in učenki Glasbene šole Slovenska Bistrica podelil priznanja Županovo petico. Na letošnji prireditvi, ki je bila že 26. zapored, je Županovo petico prejelo 88 učencev, od tega 61 osnovnošolcev, 26 srednjošolcev in ena učenka Glasbene šole. V kulturnem programu so nastopili učenci Glasbene šole Slovenska Bistrica. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v torek 21. junija sešel na 11. redni seji. Svetniki so največ časa namenili prvi obravnavi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode, v drugi obravnavi pa so sprejeli spremembe in dopolnitve odloka o javni razsvetljavi v občini. Potrdili so tudi dokumenta za širitev industrijske cone Impol, predinvesticijsko zasnovo in investicijski program. Z naložbo bodo omogočili nadaljnji razvoj gospodarstva in zagotovili pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest. Širitev poslovne cone bo potekala v dveh fazah. Občinski svet se je seznanil še s poročili o delovanju Komunale Slovenska Bistrica, Javnega zavoda za KTV in informiranje Slovenska Bistrica, Javnega zavoda RID Slovenska Bistrica in doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, enota Slovenska Bistrica. Svetniki so obravnavali tudi letno poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v občini. V soboto 25. junija se bodo ponovno odprla vrata Bistriškega letnega kopališča. Upravljalec kopališča, Zavod za šport Slovenska Bistrica, bo na dan otvoritve vsem obiskovalcem omogočil brezplačno kopanje. Sicer pa bo kopališče obratovalo vsak dan od 11. ure dopoldan do 7. ure zvečer. Na bazenu se bo mogoče osvežiti tudi s hladnimi napitki in sladoledom. Policisti in kriminalisti Slovenije Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje pojave. Z področja kriminalitete so obravnavali 15 kaznivih dejanj, od tega 8 tatvin, 1 telesno poškodbo, 3 poškodovanja tuje stvari in 3 druga kazniva dejanja. Slovenska Bistrica.
Neznani storilec je v eni od trgovin na Žolgarjeve ulici v Slovenski Bistrici izkoristil nepazljivost oškodovanke ter iz trgovske police ukradel denarnico z dokumenti in denarjem, škode je za 250 evrov. V drugi trgovini je neznanec s trgovskih polic ukradel več izdelkov, škode je za 200 evrov. Iz parkiranega osebnega avtomobila pa je nekdo ukradel denarnico z dokumenti in gotovino, lastnik je oškodovan za 150 evrov. Policisti so obravnavali tudi povzročitev lahke telesne poškodbe, ki jo je znana oseba povzročila mladoletniku. Farovec. Oškodovanka je policiji prijavila goljufijo, saj je njen pokojni mož znanki posodil 1500 evrov, ki pa jih ta doslej še ni vrnila. Cigonca. Nekdo je z dvorišča ukradel cestno kolo ter lastnika oškodoval za 200 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 16 prometnih nesreč, podali 4 obdolžilne predloge, izdali 20 plačilnih nalogov in začasno vzeli 4 vozniška dovoljenja. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 3-krat. In 19. junija je v Celju potekalo odprto prvenstvo Slovenije za člane in članice. Izkazali so se tudi slovenjebistriški atleti, ki so osvojili kar 5 medalj. Nino Celec je v skoku v daljino zimskemu naslovu ter naslovu pokalnega prvaka Slovenije dodal še zlato na prostem in tako osvojil skakalni trojček med člani. Za zmago je skočil do novega osebnega rekorda, ki sedaj znaša 728 cm. Povratnica po poškodbi Saša Babšek se je že na svojem drugem nastopu močno približala normi za nastop na Evropskem prvenstvu. Skokom 13,81 metra je samo za centimeter zaostala za zmagovalko Petro Koren iz Kronosa. Odlično je oba dneva nastopil Matej Šturm. V soboto je na 5000 metrov z rezultatom 14,51,63 osvojil drugo mesto. V nedeljo pa se je na 3000 metrov veselil bronaste medalje s časom 8,38,28. Peto bistriško medaljo, srebrno, je v metu diska z izidom 48,65 metra osvojil Damjan Sitar. V Slovenski Bistrici je od 17. do 19. junija potekal mednarodni nogometni turnir za mlajše selekcije Slovenija Open 2016. Na turnirju, ki ga je organiziral nogometni klub Bistrica, se je na več igriščih športnega parka pomerilo 44 ekip iz Slovenije in Hrvaške. Svoje znanje so prikazali nogometaši stari do 7, 9, 11, 13 in 14 let. Izkazale so se tudi ekipe domačega kluba. Ekipa A selekcije U11 je zmagala, ekipa A selekcije U9 pa je osvojila drugo mesto. Informativna oddaja se je iztekla, nastopa pa poletje in z njim počitnice ter dopusti. Zaprla so se šolska vrata, svoja vrata pa odpirajo počitniške delavnice, ki bodo potekale v Slovenjebistriški knjižnici od 27. junija do 1. julija, v Bistriškem gradu pa od 4. do 8. julija. Sicer veliko lepih želja, sonca in dogodivščin vsem tistim, ki se boste podali v svet in onim, ki boste ostali doma. Pa srečno do prihodnjič.